Ja, dober večer, dobrodošli na novomeških poletnih večerih, tu na čudovitem glavnem trgu. Moram povedati, da sem resnično vesel, da smo lahko tukaj, da kot vidimo ni prometa, ki bi nas še nekaj let nazaj motil tukaj, da se lahko v miru pogovarjamo in da je med nami seveda avtor knjige z Janezom Trdino za Dolenjsko mizo, dr. Janez Bogataj. Zdaj, življenjepis gospoda Bogataja je res imeniten, ampak ne bova... Je bolj važen Trdinov življenjepis. No, o Trdini bova tudi kaj povedala, ampak Janez Bogataj je sicer zaslužni redni profesor, doktor etnoloških znanosti, verjetno profesor zgodovine umetnosti, kot je že povedala Jedrt, je pa tudi vsaj malo novomeščan oziroma očitno ne samo, da ga je zaznamovala ta prva služba v Dolenjskem muzeju v 70-ih letih, ampak tudi verjetno ukvarjanje s Trdino. Ta ljubezen traja že nekaj časa. Na vsak način, ja. Ja, lep dober večer vsem zbranim. Najprej bi moral kolegico Jedrt popraviti, knjiga ni šla ob 190-letnici smrti, ampak rojstva. Ja. Ampak nič hudega, ker to je tak detajl. Sicer, če se prav spominjam, je pred kratkim bila obletnica pa smrti, 17. julija, če se ne motim, je umrl, leta 1905, rodil se je pa 1830. leta. No, tako, ja, služba moja je bila prva v Novem mestu, leta 72 do 74, v enem odličnem kolektivu, ki mu je načeloval takratni direktor Janko Jarc, profesor Janko Jarc. Ko sem jaz prišel kot mlečnozobji etnolog iz Ljubljane prvi dan v službo, sem rekel: tovariš ravnatelj, je rekel, jaz nisem za vas noben tovariš, pa noben ravnatelj. Ravnatelj je na Dolenjskem tisto, ki ga biku naravna, ke na kravoskoč. To je bil prvi tak komentar. Jaz sem rekel, kaj ste pa pol, je rekel, jaz sem za vas profesor. No, tako da res, to je bil en zelo zanimiv človek. Ampak seveda že takoj, ko sem prišel v Novo mesto službo, sem odkril te prepise Trdinovih zapiskov. Namreč, ko je Trdina bil predčasno upokojen od oblasti, se je potem s Florjanom Virkom preselil, skupaj sta šla v Novo mesto, oziroma najprej je šel v Bršljin, potem v Novo mesto. In je tukaj začel hoditi naokrog po bližnjih in bolj oddaljenih krajih, po gostilnah in drugih prostorih in seveda si je vse zapisoval. Zapisoval si pa zato, ker je rekel, da bo enkrat napisal nekaj, kar bi lahko imenovali etnognozijo, ta izraz je uporabil. Napisal je tudi v eno od teh knjižic, da kdor najde te knjižice, naj jih zavrže, ker je tukaj not toliko takih podatkov, ki jih lahko s pridom uporabi in razume le tisti, ki se z etnognozijo ukvarja. Ampak očitno ta njegova želja ni bila uslišana in original teh zapiskov, ki jih je 27 knjižic, je ohranjen v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Ene malo bolj slabe prepise, slabe v tehničnem smislu, ne vsebinskem, imajo pa v knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu in pa v Dolenjskem muzeju. No, in da to skrajšam, ko sem jaz začel te zapiske prebirati, te prepise, sem ugotovil, da je to čista etnologija in da so fenomenalni podatki, da Trdina tam piše o oblikah gospodarskega prizadevanja na Dolenjskem v tem obdobju, v glavnem v 70-ih letih 19. stoletja, da govori o družbenih razmerjih, da govori o oblikah duhovne ustvarjalnosti in tako naprej. Skratka, izjemno gradivo. No, potem se je pa zgodila še ena zadeva,
ko nisem bil več v službi v Novem mestu, leta 1980 je pa Slovensko etnološko društvo ob obletnici Trdinovega rojstva pripravilo en simpozij z naslovom Janez Trdina etnolog. Ja. In moram zdaj na glas povedati, da dobršen del denarja za natis te knjižice drobne nam je dala Zveza mladine Novo mesto, ki jo je takrat vodil Tone Anderlič. In najprej ni hotel nič slišati, da bo dal denar, pa sem mu pa rekel, veste, bomo imeli tudi eno razpravo not o spolnem življenju na Dolenjskem. Je rekel, pa bomo pa dali denar. In skratka smo dobili sredstva in ta knjižica je bila v tistem času zelo popularna in vso naklado smo potem dali mladini Novega mesta in so jo po tovarnah in raznesli naokrog. In to je bilo v bistvu prvo opozorilo na to, kakšno veliko vrednost imajo ti Trdinovi zapiski. Poznam kar dobro tovrstne vire, za celo Slovenijo pa si upam trditi, da nimamo tako dobrega vira. Imamo recimo belokrajinski Šuklje ali Šuklje, kot pravimo v Ljubljani. Šuklje je napisal ene spomine, Hribar je napisal spomine, ampak nima take teže kot, ker Trdinov vir je pa primarni vir. Primarni in tudi na nek način povsem nefiltriran, ker je bil očitno pisan za zasebno rabo, zato je verjetno Trdina tukaj povsem iskren. No, jaz bi tukaj mogoče dodal še eno zadevo, se pravi, kot je povedal kolega Bogataj, so ti zapiski pravzaprav neprecenljivi in jih z ničemer ne moramo zares primerjati, pravzaprav kot neki 150 let stari etnološki podatki po obsegu, po kvaliteti, po podrobnosti. In pravzaprav bi rad povedal to, da dejansko večina oziroma v celoti so te zapiski objavljeni, ampak težava teh zapiskov je seveda ta, da so na nek način nepregledni, da to je objavljeno v 3 obsežnih knjigah z naslovom Podobe prednikov, kjer so pač te zapiski nekako nametani in je treba se malo truditi, pravzaprav, da prideš do določenih podatkov. In tu pač nekako pride pa ven ta knjiga, ki pravzaprav je na nek način seveda izvleček iz teh zapiskov, ki je osredotočen seveda zlasti na prehranske in pivske navade Dolenjcev in seveda je pospremljen strokovnim etnološkim komentarjem in tako naprej, tako da je ta knjiga seveda precej bolj berljiva, se mi zdi, kot pa sami ti originalni zapiski. Ja, ker če vzamete v roko katerokoli zapisno knjižico, vidite, da recimo on napiše 2 stavka o tem, kaj je jedel nekje, potem pa nadaljuje, kakšna je cena pšenice, v zadnjem delu na tisti strani pa govori recimo o razmerju med možem in ženo, recimo. Se pravi, 3 popolnoma različne stvari. In jaz si upam trditi, da mi je računalniška tehnologija tle v bistvu pomagala. Jaz sem namreč šel od prve knjižice do zadnje in sem izpisoval ven vse na temo prehranske kulture. In ko sem v to enkrat vse zbran, sem začel pa premetavati. Se pravi, sem si naredil ene tematske skupine in predalčke in potem to noter dajati. In šele potem se je pa ustvaril vezni tekst in komentarji in tako naprej. Mogoče je to zanimivo poudariti, da vidimo, da računalniki včasih tudi kaj dobrega naredijo. Ne znam si predstavljati, kako bi to delal sicer. Verjetno tako, da bi tipkal pa škarje, pa selotejp, ampak to je malo tako. No, tudi to smo že delali. Mogoče se zdaj za trenutek vrneva k Janezu Trdini. Sicer se mi zdi, da je Novomeščanom seveda znan in tako naprej, ampak pravzaprav je pač zanimivo vprašanje, kako to pravzaprav, da je Trdina, se pravi, ni imel znanstvene štipendije za to svoje delo, se pravi, rojen je bil v Mengšu, kot vemo, in pravzaprav ni imel z Novim mestom prej nobene posebne povezave, služboval je v Varaždinu, na Reki in tako dalje.
In v resnici je pristal v Novem mestu kazensko, ne, na nek način kazensko, oziroma se je sem zatekel, potem, ko je pač od Avstro-Ogrske dobil nekako klofuto, ne, in je bil s polovično penzijo, ne, kar je pravzaprav lahko rečemo tudi prijazna gesta, no. Na nek način je bil suspendiran kot učitelj. Kot učitelj je bil pa suspendiran zakaj? Zaradi nacionalističnih incidentov. Ja, on je bil proti monarhiji in proti cerkvi, tako da ta dva motiva sta bila odločujoča za to, da so ga upokojili, in je znana izjava enega šolskega inšpektorja, ki je napisal, da tak človek pa ne more učiti. Seveda, on je navduševal slovanske dijake, ne, za slovenstvo, hrvaške za hrvatstvo, za slovanska povezanost. On je bil resnično vročekrven nacionalist, ne, eden najbolj pravzaprav zagrizenih v svojem času. Ne. To moramo vedeti tudi v slovenskem prostoru in zato je pravzaprav ga ta usoda doletela in seveda v trenutku, ko se je pa tukaj znašel, pravzaprav brez dela, brez družine, se je zatekel v Novo mesto, se je potem lotil tega, teh zapiskov. Je pa zanimivo to, kar si omenil, v zvezi s tem, da je bil rojen v Mengšu. On se je imel za Gorenjca. On se je imel za Gorenjca in to je iz teh tudi njegovih zapiskov razvidno, da mu je bilo to zelo, zelo pomembno. In je včasih kakšne stvari na račun Dolencev tudi malo, bi rekel, z tega zornega kota pogledal. Skratka, ta gorenjska eksaktnost in pa smisel za ne razmetavanje financ, seveda, mu je ostala in kljub temu, da se je tle dobro počutil, je bil pogosto kar zelo kritičen. Je rekel, vse za štrukle porabijo, takoj začnejo štrukli in tako naprej. Preveč je godišč, kot on pravi, nekim praznikom in tako naprej. Skratka, zelo je bil, bi rekel, z tega zornega kota oster. Ja, do Dolencev je tudi zaradi alkoholizma bolj kritičen, ker se mi zdi, da so bili tukaj na slabšem kot Gorenjci. En zelo zanimiv njegov stavek pravi, da Krajnc, on je tako Gorenjce kot Dolence imenoval Krajnce. Se potem lahko prebereva iz knjige ven, kako on označuje Dolence. Prav, da do Soteske noben ne govori, da tam kakšni Dolenci živijo. In da šele v Soteski pravijo ljudje, da Dolenci so tam dol naprej. In da je to ena neumnost, kaj sploh. Če jaz vprašam kogarkoli, noben ne ve, kaj so to Dolenci. No, ampak, če se vrnem k tem Krajncem, prav, Kranjec je srečen človek, če ni lačen, je pa žejen. Tako da, ta je zelo taka aktualna še vedno. Dobro, glede na to, da smo z Janezom Trdino za dolenjsko mizo, mogoče, mi da sem imela sicer že en pogovor o tej knjigi, ki je bil pa samo video sneman, mislim, da je še nekje online, morda ga lahko pogledate, da ne bova se preveč ponavljala, ampak vseeno bi mogoče danes za to publiko mogoče malo poglejmo, kako je izgledala ta dolenjska miza, recimo ob delovnikih, kako je izgledala ob praznikih, tako po različnih slojih, seveda, to se zelo razlikuje. Prehranska kultura se je zelo razlikovala, pa ne samo na Dolenjskem, po celotnem območju, bi rekel, ki ga danes imenujemo Slovenija. In večkrat se zlasti v javnosti pa prek medijev dela napaka, ker se misli, da so ljudje včasih samo žgance jedli in tako naprej. Ampak različne skupine, družbene skupine prebivalcev so različne stvari jedli. Res pa je, da najrevnejši sloji prebivalstva, ki so bili tudi najštevilnejši, so imeli zelo pičlo hrano. In Trdina pogostokrat je zelo oster in prav,
je bil praznik in tisto, kar bi morali imeti do božiča, so tisti dan vse pojedli. Se pravi, spet je zelo, zelo kritičen. Drugače pa zelo veliko govori recimo o štruklih. Zdaj, naš profesor, dr. Vilko Novak, on je doktoriral iz prehrane, ampak v Prekmurju in je večkrat nam na predavanjih rekel, štruklji izvirajo iz Dolenjske. To sicer ne drži. To ne drži. Res pa je, da so bili štruklji, kar nam potrjujejo tudi Trdinovi zapiski, da lahko rečemo, da so bili štruklji najbolj množična hrana na Dolenjskem. Ne vsakdanja, praznična, da se razumemo. Torej, najbolj množična ne samo zaradi količine, ampak tudi zaradi različnosti. Toliko različnih vrst štrukljev, toliko različnih nadevov, kot so jih poznali na Dolenjskem, bi si upal trditi, da niso poznali v nobeni drugi slovenski pokrajini. Jaz sem ravno včeraj je šla knjiga o štruklih v tisk in mislim, da bo najkasneje septembra že dosegljiva, pa ne razumeti to kot reklamo, ampak v podkrepitev. Jaz sem se zelo zdaj, ko sem zaključil Trdino, sem se takoj štrukljev lotil in so mi Trdinovi zapiski tudi tukaj zelo veliko koristili. Potem pa seveda zelje, repa, potem ena jed, recimo, kar se je pokazalo spet v zapiskih, to je pa bolj revno prebivalstvo jedlo, jed, ki se imenuje bizgec. Bizgec. Zdaj vemo, kaj bizgec pomeni. Etimologi so ugotovili, oziroma ne hipotetično, samo sklepajo, da je to z neko furlansko besedo povezano, morda, ki naj bi pomenila repo. Gre za repo ali pa zelje in pa ješprenj, zmešan, pogosto kot nezabeljeno. In druga zanimivost v zvezi s tem bizgecom je ta, da so v Mengšu otroci v osnovni šoli pred par leti naredili eno raziskovalno nalogo, kjer so ugotovili, da Trdina tudi za Mengeš govori o bizgecu. In sam sem pa potem, sem pripravljal to knjigo, ugotovil, da jed s tem imenom je poznana ne samo v Mengšu, po celotnem Gorenjskem, na Dolenjskem, na Notranjskem in še celo na delu Primorskega. Se ta jed imenuje bizgec. In enkrat so jo delali z repo, drugič pa z zeljem, včasih pa pol repe, pol zelja in pa to proseno kašo. No, ko smo ravno pri bizgecu, naj omenim, da pravzaprav imamo v tej knjigi en poseben dodatek, ki se mi zdi tudi zelo zanimiv in dragocen. Namreč imamo nekaj receptov, ki so nekoliko prirejeni seveda, ampak gre pa za te jedi iz Trdinovega časa. In ravno, ko govoriva o bizgecu, to je ena od tistih jedi, ko sem otroke malo hecal, a gremo skuhati bizgec, no, in so pa soglasno se odločili, da tega pa ne bi jedli. Namreč je pa nekaj drugih jedi, ki smo jih pa tudi preizkusili in so pa res imenitne, tako da tale bi rekel, tale mala dolenjska kuharica na koncu knjige, ki jo je potem opremil tudi naš mojster Damjan Fink, ki se tudi nekako drži, sosed, je potem nekaj jedi poskusno tudi skuhal, tako da imamo še nekaj, bi rekel, okusa te dediščine prehranske. Gotovo. Jaz mislim, da je dolenjska kulinarika, če zdaj malo skočimo v sodobnost, močno zapostavljena, da jo tudi tukaj premalo vključujejo, recimo zdraviliška kuhinja in tako naprej. Vendar v zvezi s tem bi rad nekaj pojasnil. Nam ne gre za to, in to delajo tudi drugod po svetu, da delamo nek prehranski muzej iz tega. Mi moramo ta jedila spoznati, recimo iz Trdinovega časa, potem pa videti, kaj iz tega lahko naredimo za naše sodobne prehranske potrebe. Se pravi, gre za neke interpretacije, ki pa ohranjajo
svojo istovetnost. To se mi zdi je edina, bi rekel, prava pot, ki lahko pripelje do dobrega rezultata. Jasno, če bomo bizgec kuhali tako, kot so ga v Trdinovem času, da ga ne bo noben jedel, ker so se naše navade in predvsem razvade močno spremenile. Sem si pa izpisal nekaj stvari ven, ki jih mogoče še pokomentiram. Recimo, on navaja eno jed, Porbix se imenuje, ki so jo jedli tisti Dolenjci, ki so odhajali na sekanje drevja oziroma hrastov v Slavonijo. To je bilo zelo, bi rekel, popularno. Imenovali so se Hrvatari in Zofka Kveder je o tem napisala eno krajše literarno delo, tudi zelo, zelo zanimivo. Kaj je to Porbix? To je fižol in pa testenine skupaj zmešane. Ena taka zelo enostavna jed. Potem zelo pogosto so kuhali bob in pa krompir. Koprive v smislu špinače se jede spet s krompirjem. Bizgec sem že omenil. Potem pa seveda razne vrste kaše. Najbolj množična češpljeva kaša, potem pristava, to se pravi fižol, zelenjava, svinjske kože ali pa kakšen uhelj so noter vrgli svinjski ali pa nogo recimo. Potem še danes, jaz sem bil v soboto v Podbočju in so nam postregali tudi znameniti potancel ali potanco. To je lep dokaz, da je dolenjska kulinarika del panonske kulinarične kulture. Enkrat smo imeli, ko smo delali zdaj to novo strategijo turizma in smo določali te maxi regije v Sloveniji in smo panonsko regijo potegnili tudi na dobršen del Dolenjske in je nekdo z Novega Mesta skočil po koncu pa je rekel, jaz se ne čutim Madžara. Mislim, to je bilo sicer malo tako, sem že skoraj na glas rekel, da mora iti nazaj v osnovno šolo, ampak v glavnem vidimo, da se ljudje ne zavedajo tega in te razni potancelni in potance, to je pač ena kultura pogač, ki je doma v panonskem svetu. Panonski svet je svet pogač. No, če gremo naprej, bom še dve, tri omenim. Recimo levša. Levša, to je ena taka zlivanka. To je tudi tipična panonska pogača, ko se koruzno testo zlije v neko posodo in se not namečejo slive, ki si jih prej namočil v žganju. Skratka, ima to še en dodaten okus in pa seveda jajca se dodajo še zraven. Potem recimo verjetno poznate štulo ali kašnato potico, to je ponekod še vedno jo pripravlja, recimo zadnjič sem jo jedel v dolini reke Krke in pa potem, kot sem že rekel, štrukli različnih vrst. Seveda pomembna prehranska sestavina je pa v njegovem času bilo vino, o tem pa bova še govorila. O tem bova še govorila, ja, pravzaprav sem ravno razmišljal, da bi prešla počasi na to temo. Še prej pa si bom dovolil komentar, da potanco res toplo priporočam, ker sem jo tudi sam enkrat spekel in je fenomenalna, tako da jo imamo že nekako na jedilniku. In še bo treba še nekaj drugih zadev stestirati tukaj. Tako da to je tudi kuharica na nek način, takale mala. Ampak tukaj ravno zdaj sem opazil, da Vodnika tukaj citirate, ki je avtor seveda prve slovenske kuharice. V slovenskem jeziku. Ja, seveda, ja. In Vodnik je po mojem mnenju verjetno tudi prvi, ki omenja cviček, v teh napisih za mesece. Jaz ne vem, enkrat smo imeli to debato, pa ne vem, če je to res prvi. Verjetno bi bila to prva omemba cvička. Jaz mislim, da je, in sem šel preveriti na Inštitutu za slovenski jezik, imajo napisano za določene besede, kdaj se prvič omenjajo in kdo jih omenja. Tako da je pa o cvičku odlično razpravo napisal pred leti
vaš rojak Stane Granda in ta razprava drži, a ne, tako je podkrepljena z vsemi argumenti, a ne, in postavlja cviček tako na tisto mesto, kot je treba. Dobro, se pravi, kaj bi lahko rekli, da so Dolenjci večinoma pili cviček, to pa ne, a ne? Takrat težko govorimo o cvičku, ne, ker kljub temu, da ga vodnik omenja, ampak ta izraz ni bil v uporabi tako množično kot danes, a ne. Pili so pač belo in pa rdeče vino, a ne. In to ne v majhnih količinah. Ne, res ne v majhnih količinah in zdaj, če malo zajadrava med strani tega in se mi zdi, da bi bilo na strani 93 recimo se začne vino, ne, tako da. A ga tam preberemo ali jaz sem si označil Jaz sem si tudi par zadev označil. No, skratka, mogoče so najbolj, mislim, res je velika nezmernost značilna, no, in nekateri kolegi, ko so brali to knjigo tukaj iz Dolenjske, so bili pravzaprav šokirani, resnično šokirani, ne. Zame osebno so bili najbolj presunljivi pravzaprav tisti opisi otroškega alkoholizma, ne vem, neko 3-4-letna dekletca, ki svojim kriglom tolčejo posodo in hočejo še piti in tako naprej. In materi reče še. In materi reče še in tako naprej. Skratka, to zna biti kar naporno branje. Zanimivo je, mogoče medtem, ko kolega išče to stran, da povem en tak zanimiv detajl. Takrat, ko smo imeli ta simpozij v Janezu Trdini leta 80, sem srečal, ko sem šel na obisk v muzej, eno gospo, ki sem jo poznal še iz tistih let, ko sem bil tukaj v službi, in je rekla, joj, gospod Bogataj, sem brala to knjižico Janez Trdina etnolog. Dajte mi popraviti svojati, a vi res mislite, da je to vse res, so res Dolenjci taki? Jaz sem rekel, glejte, Trdina je tako zapisal, on si tega ni izmišljeval, ker njegova želja bila, da napiše čim bolj virno podobo o našem narodu na Dolenjskem. Tako da včasih je to kar malo šokantno slišati, ampak je pa, ko pa preberete celoto v tej knjigi, pa vidite, da je bilo to in ono, to se pravi ekstremi in tisto normalno vsakdanje. Čeprav je bilo, skoraj bi rekel, ekstremov več. Ja, vse po knjigi sodeč, recimo, ko navaja številne grde navade dolenjskih pijancev, tako s prstom si delati bljuvanje in se potem znova zalivati, piti brez mere črno kavo, žganje, ulivati vino v žganje, celo rum, siliti vsakega z njim lokati, v pijanosti kaditi, plesati, delati kup in druge veljavne ugovore, pobijati posodo, razsajati in pretepati se, ne paziti na število izpitih poličev in od tod izvirajoča škoda, ki se godi včasih pivcu, včasih krčmarju, zahtevati, da dade tudi krčmar za vino, pogajati se za ceno vina, gnjusno kvantati v pričo otrok in ženskih, te tudi grabiti in če se da pojebati kje za krčmo, po ves dan včasih po več dni ostajati v krčmi, hladiti se po noči od krčme do krčme, tudi po zimi v hudem mrazu in padati spotoma v kako slamo, sneg, dostikrat nahajati prezgodno smrt v zimskem mrazu. Te napake morajo se očitati brez razločka kmetom in gospodi, se ve bolj ta mali. Je pa zanimivo, zdaj, ko ste omenil krčmo, jaz mislim, da je pa Dolenjska bila izjemno napredna, ali pa Novo mesto sploh, izjemno napredno glede enakopravnosti med ženskami in moškimi. In Trdina pravi, da je značilno to, da se ne zapijajo dedci sami, ampak babe sabo pripeljejo in skupaj pijejo. To se mi zdi pa zelo en zanimiv, bi rekel, detajl, ker vemo za druga območja Slovenije, da je bilo to predvsem v domeni moška zadeva. Ja, in tukaj je tudi, recimo, je več teh odlomkov, kjer vidimo, recimo, kako
mladi pari hodijo v klet in se skupaj Ja. napijajo še tako, mislim, kot fant in punca in tako naprej. Ne. Tako je. Teh odlomkov je precej. Ne. Imamo pa potem tudi starejše gospe, ne, ki se pa tudi takole napijajo, recimo kot tukaj lahko preberemo o 3 slavnih. Prejšnje čase so slovele posebno Bojanka, Dragmanica in Volkovka. Bojanka šla je šele scat, ko je popila že 16 poličev. Dragmanica je nazadnje zmrznila, ima je uriti 3 bokale, ni bila nobena njih še pijana. Še s 5 hodile so naravnost in po koncu. Kozlale niso nikoli. Ja, zdaj, če je govor o tem bruhanju ali kozlanju, ne, je tudi en tak zanimiv detajl, kako je on šel v eno gostilno in se odločil, da bo tam prespal, ker mu je bilo znano, ne, kot piše, da ima eno sobo za prespat. V gostinskem prostoru je pa veseljačila ena družba mladih fantov in deklet, prav, in 2 sta si zaželela ljubezni, prav močno okajena, in sta stopila not v tisto sobo, kjer je on že spal in že počival za naslednji dan, prav, ampak vina je bilo preveč in sta me v trenutku pobruhala. Ne. Tako da tudi taki ekstremi se najdejo. Ja, meni je, če smo pri bruhanju, mi je ostalo v spominu tale scena, ki sem jo zdajle slučajno našel. To je pa polnočnica na Raki, 1869. V cerkvi več pijanih kot treznih. Skoraj začneta 2 pijanca kozljati na ljudi. Strašen vrišč, smeh, vrsti se skletve in tako dalje. Ta se mi je zdel resnično zabaven, ker tega najbrž pričakuješ. Če je bila omenjena cerkev, naj povem tudi, da na Romanih, ne, je bilo tega ogromno. Ne. Najbolj znana je bila seveda Porciuncula, ne, to je 2. avgust, ja. No, ampak tudi na drugih romanjih, ne, tam nekje piše bolj malo pobožnosti, eno samo kurbanje, ne, in tako naprej. Skratka, nekatere izjave so zelo ostre, ne, ampak to je pač slika. Jaz vedno pravim, in to sem tudi svojim študentom vedno govoril, mi moramo ocenjevati posamezne kulturne pojave v določenem okolju in v določeni družbeni skupini z vidika tiste dobe, ko imamo podatke za te pojave. Ne. To je temeljni pogoj. Ne. Če mi začnemo ocenjevati, pa naj bo to hrana ali pa karkoli drugega, z današnjimi očmi, potem nismo nič naredili. Ne. In tudi v naši stroki se je ravno zaradi tega pogleda, napačnega pogleda včasih delalo precej napaka. Ne. Ja. Imam še en zanimiv odlom, ki je povezan s temi romanji oziroma s prazniki. Teh romanj je res precej in je tudi veliko in pijančevanja in vsega. En zanimivo poročilo krčmarja iz Straže, kaj se je dogajalo na Mali Šmaren leta 1877. Evo to berem seveda Trdinov tekst. No, včeraj smo imeli direndaj, da še takega ne pomnim. Roj je na vsakem žegnjanju, ali na našem so rojili letos sršeni, ne pa čebele. Pri meni so bili pijani vsi pivci in pivke in tako tudi v drugih krčmah. Na Mostovž sem moral stražo postaviti, da je lovila babe za kiklje, ker so hotele na cesto doli skakati. Po stopnicah se jim je zdelo bržkone prezamudno. Proti večeru sem stopil nalašč na prag. Pogledal sem na uro, zato dobro vem, da sem v eni sami 4. uri videl pod svojo hišo 11 ljudi pasti. Ali cesto so merili pa brez razločka vsi. Le ne eden ni bil popolnoma trezen, nekateri so napojili še svoje pse, da so skakali po mizah in buhali v okna kakor muhe. Tako, vidite, je obhajala Marijin praznik naša lačna in ubožna fara. Danes vem, da izmed 10 včerajšnjih pijancev jih najmanj 5 nima ni toliko v žepu, da bi si kupili kruha in soli. No, to je pa ta kritičnost. Ja, seveda. In ta gmotna raven, to je zelo zanimivo, ne, to kar naprej prepleta te svoje izjave, ne, in pa ugotovitve. Moramo si pa predstavljati, Trdina se je vedno usedel za mizo tam v en del krčme, ne, in je opazoval, prisluhnil, zapisoval, ne,
tudi kaj vprašal, a ne, in mislim, da je tudi ilustratorka zelo duhovito to narisala na naslovnici, ne, Trdino, kako tam za pečjo sedi in zapisuje, tam pa eni bruhajo, en se po tleh valja in tako naprej, a ne. Ja. Ja, to moram povedati, da ne pozabim, ne. Mislim, likovno opremo knjige smo zaupali tudi kolegici Novomeščanki, ki jo verjetno vsi dobro poznate, Suzi Bricelin je res narisala imenitno ilustracijo, takole se tole Trdinovo omizje nekako čez celo mizo, to si lahko potem ogledate, tule je pač Trdina v tej značilni podobi, kako sedi v svojem kotu in zapisuje, ne. Pa tudi sicer je knjiga lično oblikovana, postavil je Gogin oblikovalec Jurij Kocovan, in še tudi omenim, danes je tudi z nami gospa Ivica Križ, ki je pa prispevala nekaj fotografskega gradiva iz tistih časov, kolikor ga je pač bilo na voljo, tako da se mi zdi, da je knjiga tudi po tej plati zelo lična. Ja, škoda, da ni več fotografskega gradiva, ne, tovrstnega, se pravi, da bi prikazoval življenje v gostilnah ali pa tudi kje drugje, a ne, recimo pri delu v vinogradu, tudi to je bilo zelo pogosto, a ne, in tovrstnih fotografskih posnetkov je zelo malo, a ne. Ampak kot rečen, kolegica Križeva je to odlično pripravila in zbrala v Dolenjskem muzeju, nekaj tudi iz študijske knjižnice, tako da eno tako vizualno podobo imamo, kako je to izgledalo. Ja. No, mogoče knjiga pravzaprav govori na nek način sama zase in se mi zdi, da je najbolj primerna pot branje, ne, da se s tem vsem seznanimo, ne. Mogoče midva lahko zavijava tudi kakšno bolj, ne vem, malo stran od Trdine, pa kakšno rečeva o sodobni prehranski kulturi, ne vem, na Dolenjskem, ali pa sploh v Sloveniji. Ja. Mogoče imam eno vprašanje ali pa eno iztočnico za vas, no. Namreč sam opažam se recimo v zadnjih 10 letih, da se je pravzaprav en velik sociološki premik zgodil v dojemanju hrane in tudi pijače. Ne vem, mislim, vsekakor v Sloveniji in tako naprej. Se mi zdi, da se ljudje bistveno bolj ukvarjajo s hrano, s kvaliteto, s tem. Mislim, včasih prideš za omizje, kjer se ljudje ure in ure pogovarjajo pravzaprav o tem, kaj so pojedli, kaj so popili, kakšno je vino, kakšen je šampanjec in tako naprej. Se pravi, to so neke debate, ki se mi zdi, da jih, ne vem, v socializmu ali pa tudi v 90-ih še ni bilo, ne. Se pravi, občutek imam, da gre za nek antropološki oziroma sociološki trend, pa me zanima, kako vi to opažate, ker vi ste pa nekako zapleteni v vse te gurmanske zgodbe in tako, ne. To nesporno drži, a ne, in parkrat, ko sem bil na kakšnih tujih konferencah in sem imel kakšen referat, se je skoraj vedno dogajalo, da me je kdo vprašal, kaj pa je vaša značilnost na prehranskem področju. In sem rekel takole, velika različnost, mislim, da dokler bomo različni, bomo zanimivi, a ne, dokler bomo različni tudi na tem področju, bomo bogati, a ne, in sem rekel, velika različnost in na drugi strani pa, da kadar gremo v gostinski lokal, pa ne bo to gostilna ali pa restavracija ali pa bife, se največkrat pogovarjamo o hrani, a ne. In to je bilo za kolege iz drugih držav vedno zelo, bi rekel, interesantno slišati, a ne. Zdaj seveda Slovenija je leta 2004 dobila kulinarično strategijo. To je en temeljni dokument, ki je pospešil, bi rekel, vključevanje prehranske kulture v siceršnje življenje. Zdaj določena okolja so te stvari zelo hitro sprejela in so začela delati v smeri, ki jo je strategija postavila. Določena okolja pa ne. Lahko rečem recimo, da so, to velja za celo Slovenijo,
da so najbolj v zaostanku hotelske kuhinje. A ne. Oni so itak pametni in oni ne rabijo nobene strategije, ker oni že vejo, kako je treba delati. A ne. Druga stvar, ki je v zvezi s to strategijo pomembna, je ta, da smo določili 24 gastronomskih regij v Sloveniji. To se pravi, to niso neke upravno-administrativna območja, ampak območja, kjer so določene vrste jedi in pijač prevladujoče, a ne, ali pa je njihova koncentracija največja, najbolj, bi rekel, prisotna. V teh 24 regijah smo potem določili ravno te jedi in vsega skupaj je zdaj zadnja številka nekaj čez 430. To se pravi, to je zdaj osnova naše gastronomske kulture. Ne. Tam not je tudi levša, ki sem jo danes že omenil, tam not je potanca ali potancel in tako naprej, da omenjam dva taka primera. Ne. Tam not so čateški štruklji, mokronoški štruklji, ne vem kakšni štruklji še, a ne, z jajčnim cvrtjem, ne. Te so odlični, a ne. Poznate verjetno nekateri to. Skratka, čez 430 je teh zadev, a ne, in spominjam se, ko sem bil v San Sebastianu, to je en kraj, ki velja, da ima največ restavracij z Michelinovimi zvezdicami, je Svetovna turistična organizacija imela kongres. Tema kongresa je bila kulinarika in gastronomija v turizmu in sem jaz takrat predstavljal to našo strategijo, ta sistem in tako naprej. In je en predstavnik Madžarske bil je čist znorel in je rekel, to pa ne mogoče, da ima Slovenija, ki je tako majhna, 24 gastronomskih regij. Sem rekel, nevljudni ste, med mojim predavanjem ste me prekinil in pričakujem, da me boste prišel potem vprašati, kako je s tem, če niste razumel, vam bom še enkrat razložil in pričakujem, da se boste tudi upravičil. No in to se je tudi zgodilo, a ne, skratka, hočem reči, to je bil kar šok tudi za tujino, kaj se zdaj ta Slovenija kar naenkrat gre, ker mi smo bili do nedavna popolnoma anonimni v svetu, a ne. Malo so nas poznali po potici, malo so nas poznali po kranjski klobasi, mogoče krajinska sosič, so rekli v Ameriki, ali pa krajinski z Y-om, kar nič ne pomeni, ne. Tudi krajinska ni bi, če bi bilo karniolijan sosič, recimo, pa bi še šlo, a ne, ampak krajinski z Y-om pa res nič ne pomeni, a ne. Skratka, zdaj se je pa to močno spremenilo, a ne. Res pa je, da nas čaka še veliko dela. Na drugi strani pa seveda je velika nevarnost, ker je globalizem prinesel določene pojave, a ne, ki pa lahko postopoma izničujejo to pestro različnost slovenske prehrane. Bom povedal spet en konkreten primer. Pred 14 dnevi sem bil na eni večerni kulturni prireditvi, tako kot danes, in ki je organizirala nek zavod za kulturo, a ne, to je zelo pomembno, za kulturo, poudarjam, in ko je bilo vsega konc, je direktor tega zavoda vstal in je rekel, no, hvala lepa, doživeli smo en prijeten večer, zdaj vas pa vse povabim, da greste tamle k stojnici na palačinke, lastnik teh oziroma ponudnik teh palačink ima pa še tam in tam, ne bom povedal kje, lokal, kjer lahko jeste odlične hamburgerje, a ne. Skratka, z enim stavkom je pometel vse tisto, kar sem jaz prej govoril o kulinarični različnosti, a ne, se pravi, o vsem tistem, kar seveda mi jemo. Zakaj? Jemo zato, ne samo zato, da bi živeli, ampak tudi zato, da spoznavamo
sočloveka, da spoznavamo druge ljudi, da spoznavamo tiste, ki prihajajo k nam in tako naprej, da spoznavamo vsakdanjike in praznike. Ne. Vse to lahko spoznavamo skozi posamezne okuse. Ne. To, da pa jemo zato, da živimo, je pa samo en vidik vsega tega. Ne. Ja, tukaj imamo očitno še veliko dela, ne? Ker se mi zdi, da na glavnem trgu je lažje dobiti hamburger, pico, suši, verjetno kot pa potanco. Potance pa pa zaenkrat najslabše je to, ne, da ne vzpostavimo protipol hamburgerjem in drugim zadevam. Se spominjam recimo, ko so prišle prve pice v Slovenijo, v Ljubljani, ne? In so imeli v eni piceriji pico, sladka pica s skuto je pisal. Ja, kaj pa je to drugega kot ena od teh prleških pogač. V Prlekiji delajo sigurno čez 12 do 15 različnih pogač. Ne. Ampak mi smo napisali sladka pica s skuto. Ali je bilo tako težko napisati pogača? Ali pa bom drug primer povedal. Poglejte, 2 lokala imamo v celi Sloveniji, ki sta namenjena eni sami jedi. In sicer klobasarna v Ljubljani, ki je odprla svoja vrata potem, ko je bila klobasa, kranjska klobasa zaščitena v Evropski uniji, in pa Moji štruklji Slovenije na ljubljanski tržnici je, ali štrukljarnica, kot pravijo nekateri, lokal, kjer ponujajo čez 10 vrst različnih štrukljev. Ne. Pišemo leto 2020, ko smo dobili 2 lokala šele. Ne. Na drugi strani pa dan že skoraj ni več vasi, malo večje, da ne bi imela svoje picerije. Pa nimam nič proti temu. Pravilno je, da spoznavamo tudi druge kulture prehranske, ampak istočasno, ko spoznavamo druge, bi morali seveda v veliko večji meri negovati tudi svoje lastne. No, to se mi zdi pravzaprav še dodaten argument pravzaprav za to, da je fajn, da smo pravzaprav tudi te recepte v knjigo vključili, ampak bi se pa vrnil k tem 24 regijam, ne, ker to pomeni, da je v Dolenjski očitno več regij. Ne, Dolenjska je ena. Se pravi, je enotna regija. Bela krajina je druga, je pa seveda druga, Bizeljsko je tretja in tako naprej. V redu, ja. In vi recimo ste posebni ljubitelj kakšne od teh regij, mislim, da vam je posebej pri srcu. Veste kaj, če se človek s tem ukvarja strokovno, potem mi je kar nerodno, da bi zdaj rekel, da to in to regijo imam pa posebno rad. Zame so vse regije zanimive. Zame je katerakoli jed v katerikoli regiji zanimiva, ker za vsako jedjo, ob vsaki jedi vidim tudi svojo zgodbo. Moram reči, da je zelo zanimiv, da zgodbe so velik problem v Sloveniji. Greš v gostinski lokal in ti povejo, kaj imajo, naročiš, pa rečeš, a bi lahko kaj o tej jedi poveste? Ne. To se mi je zgodilo v Stari Ljubljani pred par leti, ko sem eno analizo delal. Sem rekel natakarju, a mi lahko o tej jedi kaj poveste? Je bil zelo vljuden in je rekel, pojma nimam o tem. Sem rekel, nagrado bi vam dal, če bi lahko za to res iskreno izjavo. Je rekel, bom šel v kuhinjo vprašati. In pa ga dolg časa ni bilo nazaj in je prišel čez nekaj časa s kuhinje in bi rekel, oprostite, tudi v kuhinji ne vedo. Skratka, zdaj seveda imamo te zgodbe, so dostopne v javnosti in mislim, da to je ena pomembna naloga. Zelo važno je, kaj otroci mladina je doma, kaj mladina je v šolah. Mislim, da zdaj bo Inštitut za javno zdravje pripravljal eno publikacijo o sadju in zelenjavi in so me prosili, da bom tudi en članek not napisal o tem, kako tudi v šolsko prehrano lahko vnašamo tradicijo, se pravi nekaj, kar je
kar ima korenine v dediščini. A ne. Veste, bistveno je, danes preveč mladino sprašujemo, a bi ti to jedel, a ne. Mi ga ne znamo več pripeljati do tega, da bi komaj čakal, da to jed poje, a ne. Recimo sem bil v eni šoli na Štajerskem, sem imel predavanje o kulturni dediščini in potem je bila ura pol ene in je ravnateljica prišla in je rekla, a vas lahko povabim v krajevno gostilno ali bi šli rajši v šolsko kuhinjo, ker imamo ravno kosilo. Sem rekel, veste, da komaj čakam, da grem v šolsko kuhinjo. Sem rekel, spet bom dobil en fajn podatek, a ne, spet bom kakšen dober posnetek naredil, ker sem pričakoval, da bo kaj neumenega. Sem rekel, kaj imate pa danes za kosilo za otroke? Je rekla, bograč, prekmurski bograč, kar je perfektno. To je bilo na osrednjem Štajerskem v Sloveniji. Prekmurski bograč. In bolj sem se bližal razdeljevalnici hrane, bolj sem videl, da tistim bogračem, da je neka juha, ki je nastala tako, da so posodo, v kateri se je bograč kuhal, umili. Ja, če malo pretiravam, no, ampak približno tako je to bilo. To je tako kot cviček. In potem vprašam to ravnateljico, sem rekel, a imate šolski razglasni sistem? Imamo. Sem rekel, pa ste otrokom, preden ste jih pozvali k kosilu, povedali zgodbo o bograču. Ja, je rekla, to je pa dobra ideja. Jaz sem rekel, a ste povedali, da je rekla, ne, se ni podatkov. Jaz sem rekel, to pomeni, da že dolg časa niste bili v šolski knjižnici. Skratka, o bograču je lahko 3 stavke dovolj, da otroku poveš in bo komaj čakali, da bodo to pojedli. Če bi bil pa ta bograč seveda skuhan tako, kot je treba, bi bilo pa še boljše. Skratka, takih primerov bi lahko navedel še in še, ker sem zelo velik na terenu in skratka, sledim tem zadevam. Ja, jaz bi bil zelo vesel, če bi lahko rekel, da se ozrite za svojo ramo in da je tam en velik kotel in se kuha en super bograč, ampak žal ni tako, da upam, da niste postali preveč lačni med to najno debato. Je že taka ura. Ura je 9 in sva rekla, da bova v 1 uri zaključila, ampak vendarle, če obstaja tehnična možnost, Vesna, ali imamo še en mikrofon, bi bila midva zelo vesela oziroma kakšnega vprašanja iz publike, tako da tamle Vesni pomahajte, pa vam bo mikrofon prinesla. Aha, bomo na glas govorili, okej. Ja, to je pač... Ne. Veste kaj, mi se strokovno s tem ukvarjamo, uporabljamo 2 termina, kulinarika pa gastronomija. Gastronomija lahko rečemo s slovensko besedo prehranska kultura. To je gastronomija. Kulinarika je pa ožji pojem in pomeni predvsem pripravo in postrežbo jedi. To je to. Kuhinja je pa bolj splošen. Kuhinja je pa seveda, je pa vse, se pravi, so pa družbena razmerja na tem področju, so jedilni obroki, so jedi za praznike in za vsakdanjike in tako naprej. Skratka, to je to. Se pravi, prehranska kultura ali pa kultura prehranjevanja, to je gastronomija. Imamo še kakšno vprašanje? Aha, tam. Regij. Jaz ste slišali? 24 regij omenja, ja. Tako? Ja. To je res veliko, ja, da bi jih nekaj našteli. Teh regij. No, lejte, bom poskusil zemljevid takole, je pa to dobite na spletu takoj, če napišete noter, ampak dobro, Dolenjska,
Kočevska, Bela krajina, Bizeljsko, Posavje, Zasavje, območje med Celjem, Laškim in Šoštanjem, potem Ljubljana z okolico, ne, tako imenovana osrednja Slovenija, potem je Prekmurje, Prlekija, Slovenske Gorice, Koroška, potem imamo Gorenjsko, Rovtarsko, Cerkljansko in Idrijsko, to je ena regija, dolina Soče, Goriška, potem je Istra v Sloveniji, Brkini, Notranjska, no, mogoče sem na kakšnem spustil, se pravim, to najboljše, da pogledate, je zemljevid tudi objavljen noter z vsemi mejami, vendar te meje ne smete vzeti tako zelo dobesedno, ne, včasih pride tudi do kakšnega prekrivanja. Mogoče še to povem, za razumevanje slovenske gastronomije ali prehranske kulture je zelo pomembna kulinarična formula, ki pravi takole: imamo eno jed, ki se na različne načine imenuje, in imamo več jedi, ki imajo več različnih jedi, ki imajo isto ime. Če to razumemo, potem razumemo tudi bistvo slovenske prehranske kulture, njeno bogastvo, njeno različnost, to, o čemer sva govorila, ne. Mislim, da imamo tamle še enega kandidata. Zakaj so to pili? A iz dolg časa ali takrat v Trdinovem času? Zakaj? Zato, ker je vino tudi del hrane, ne. Vino je tudi hrana, a ne. In pili so pa zaradi tega, ker jim je to dajalo energijo, a ne. Saj prehranske možnosti so bile zelo omejene, a ne. Obroki so bili bedni, pravzaprav bi rekel, a ne. In potem so zalivali pač toliko bolj z vinom, ker vemo pa, da vino v prvi fazi ti energijo daje, potem jo pa vedno bolj odvzema, ne. Pili so zato, ker so lahko, ne. Ja. No, in mogoče za konec, imel sem namen omeniti še te Trdinove pesmice, ki jih je tudi zapisal in ki so povezane s prehrano ali pa z vinom. No, in bom za konec eno simpatično pesmico prebral, se pravi o Ošterju, pesem o Bertu. Danes bomo težko našli takega Berta, nocoj nam strežejo super gogine natakarce. No, tale pesem o Bertu gre pa takole. Prešmentani Berti, sam zlod vas uči, tak dolgo mi pazi, da krajcer dobi. Prašička za kolje klobase naredi, jih friga, jih peče, da lepše diši. Še kože obesi, kje vunkaj na zid, to vidijo pijanci, pa pridejo pit. Pijanc se upijani, se ves pokozla, Bert ga pa prime, ga s hiše spelja. Mošnja je prazna, pa nima srca, Bert mu pa pravi, da vinca ne da. Mošnja je polna, pa ima srce, pili ga bomo do belega dni. Pijanc se upijani, mu vis srajca vun s hlač, pa Bertova micka nazaj mu jo potlač. Ja, tudi o teh, tudi to je zelo zanimivo, ne, da mu nazaj potlač, to Trdina večkrat omenja, ne, kako so Bertove soproge pač se zaljubljale v nekatere goste in tako naprej, ne, in tudi pod vplivom čezmernih količin vina. No, skratka, berite tole knjigo, je resnično vredna branja. Preden pa se midva posloviva, sem pa želel povedati samo še par besed in upam, da mi organizatorji ne bodo zamerili o
koncertov, ki prihajajo čez 15-20 minut ali pa kaj podobnega. Namreč nastopila bosta Ana Čop in Tilo Severs in moram reči, da je recimo Ana res izjemna glasbenica, ki jo zelo spoštujem že odkar sem jo pravzaprav spoznal tudi prek Jazzintija in tako naprej in da sem res vesel, no, da je pravzaprav da izhaja iz Novega mesta, iz tega našega okolja. Mislim in upam, da je seveda njen talent prevelik, da bi tukaj tudi ostala in zato sem zelo vesel, da bo nocoj z nami in upam, da vemo, kaj imamo. Ta duo je eden najbolj kreativnih duov v jazzu, ki trenutno nastopa v Sloveniji, tako da vas seveda vabim, da ostanete tukaj in poslušate še koncert o 9:30. Zdaj bi se vam pa rad seveda zahvalil za pozornost, da ste tako dolgo zdržali in seveda zlasti našemu gostu, Novomeščanu, na pol, kako zdaj še na pol, doktorju Janezu Bogataju, hvala za to knjigo, hvala za vaš obisk. Ja, kolega Dovič je bil urednik te knjige tudi, ne, in se mu danes ponovno še enkrat zahvaljujem, ne samo za to redno uredniško delo, ampak tudi nekaj dobrih namigov mi je dal, ne, ki sem jih z veseljem vključil. Imeti dobrega urednika danes je zelo pomembno, ne. To se mi zdi, da je potrebno, da dodam. Sicer pa vam želim prijetne poletne večere, uživajte v pokoronskem in novem predkoronskem obdobju, a ne, in berite Janeza Trdino, ker boste pozabili na viruse in druge zadeve in spoznali, s kakšnimi virusi so se spopadali v 70. letih 20. stoletja v Novem mestu, na Trški gori in še kje drugje. Hvala lepa.